Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki sledijo svojemu srcu in so pri tem tudi uspešni. In danes je z mano zelo mi je v čast, zato ker je eden najbolj zasedenih ljudi, ker dela res velike projekte, in sicer je to režiser, scenarist, producent in tudi dokaj sveže pečenočka Mitja Okorn. Mitja, pozdravljen. Pozdravljen. Pozdravljeni. Živjo. Dajmo se kar dotakniti te zadnje točke. Kak si kot očka? Vse je lažje, če imaš zraven sebe Wonder Woman, ki je v bistvu popolna mama, in potem jaz lahko takole se s tabo pogovarjam in zapušavam, ker pač ona skrbi za vse, kar važem. Ampak drugače sem v redu, ja. Mislim, genialno. Zdaj pač sem v tisti fazi končno, ker na samem začetku nisem bil, ker sem začel dojemati mojo odgovornost, pa imam za vsako stvar, ki pade na glavo ali pa karkoli, imam občutek, da si me uničil do konca lajfa in pa se sekiram. In zdaj sem se začel spraševati, če bom zdaj tako skozi s tako občutkom krivde hodil naokoli, in to mi ni glih najbolj všeč, ampak to pomeni, da sem se končno zavedal, da sem močen. Tako da je v bistvu ta nek občutek, da moraš skrbeti za nekoga drugega še, čeprav gremo kar sem. Ti tudi svoje filme v bistvu, in svoje projekte jemlješ zelo kot svoje otroke, Se pravi, kako bi lahko to recimo zdaj primerjal, ta resnični otrok pa otrok v smislu projekta? Tudi tam je občutek krivde lahko ogromen, ker če nekaj narediš narobe, bo to ostalo do konca življenja, ne boš mogel tega spremeniti, tako da tudi tam je težko včasih spustiti otroka v svet oziroma se sprostiti pa reči, there's nothing more you can do, just let it go and enjoy your child. Kako ti pa to uspeva, na primer, ker to je zelo lepo zveni, pa vemo, da je ful res, če bi le to zmogli, ampak kolikrat tebi to rata res spustiti, tudi če ni perfect? Ja, zdaj z mojim otrokom to mi še šele začelo dogajati, tako da ne vem, če se mi bo 18 let zdaj to rata odvaditi. Pri filmih je pa težko, zato ker pač sem perfekcionist in imam OCD, se pravi, sem obsessive compulsive disorder imam, in za mene je še največji detajl najbolj važna stvar v lifeu. Zaradi tega dejstva so filmi toliko fajn, kot so, pa zaradi tega dejstva je ljudem toliko težko z mano delati. Tako da, ko že vsi pustijo iz rok stvari, pa rečejo, sej to je že dobro, kdo to sploh opazil, jaz bom opazil. Ali ljudje ne bojo opazili, bojo pa začutili. In potem, ko že vsi spustijo z rok, vsem se že več ne da delati, jaz še zmer z glavo skozi zid, da mora biti vse perfekt. In to zna biti zelo, kako se to reče, tiring. Naporno za ljudi, ki delajo s tabo. Naporno za ljudi in za mene. In verjetno dobro, da sem zdaj otroka dobil, ker mogoče me bo otrok naučil, da you have to let go a little more. Zato verjetno tudi snemam en film na 3-4 leta, ker me pač toliko energije to vzame. Zdaj recimo pol leta nisem nič mogel delati, čisto sem bil gotov. Tako da, pa sploh nisem niti režiral tega filma zadnjega, sem ga produciral, pa sem se isto zmatral. Ker pač ena stvar, ki jo ne moram v lifeu narediti, je, ker si rečem, Tom pa naredil samo tako za denar, in potem ta drug dan je že denar ni več važen, je važen najboljši proizvod na svetu. Sprav, tudi produciram, si rečem, pa se to zdaj ne bom jaz režiral, bo Jan režiral, ne, na konc tudi tukaj je bil zadnji detajl važen. Ti si v bistvu tam pri 19-20, tam lahko leta 2001 take projekte začel dajati ven. Si že takrat bil tak, ali se je to samo stopnjevalo skozi leta? Na začetku je bilo to dobro, zdaj pa gre to včasih v abstraktne ekstreme. Že recimo sam to, da moram na vsak mail odgovoriti, ker jih zdaj dobivam 300,000 več, kot sem jih dobil, ko sem bil 20, ker mi Ben ni pisal, ker Ben ni vedel, kdo sem. In
Ampak jaz se ne morem odvaditi, ne morem se odvaditi na vsak mesec odgovoriti, ne morem se odvaditi vse, kar mi nekdo pošle, kar prebiram, ene bedarije. Tako da to je zdaj manija, to je zdaj psihična motnja, s katero se bom mogel verjetno skozi bolj boriti v življenju. Ampak na drugi strani pa pri projektih sem pa vseeno rato malo bolj, zdaj sem delal eno reklamo in to sem bil najbolj relaxed, kar sem jih lahko bil v lifeu. Zdaj pa ja, to jaz imam že od vsega začetka. Mislim, da se je to začel moj foter kriv. Ne vem, kdo je kriv, ampak en dogodek se spomnim, ki je mogoče definiral dokončno to. In ki je foter ima okoli 2000 gramofonskih plošč, in on se odločil enkrat, da bi on to popisal vse. In jaz rekel, jaz bi to tudi delal. In potem sem popisal njegovih 2000 gramofonskih plošč, kar mi je vzel ne vem koliko časa, ne spomnim se, ker sem bil res, ko pa je okoli 10 let star, ko pa je 12, 15, ne vem koliko sem bil. Ampak ful sem bil mlad. In jaz sem res v detajle popisal vse gramofonske plošče z vsemi komadi na temi gramofonskimi ploščami in zgleda je prvič, mogoče se je takrat vse začel, mogoče mi je ful dobro bilo, všeč mi je bilo, ker sem vse tako naredil, kaj je treba, da sem potem od takrat naprej vsako stvar tako naredil. Rezultati so tudi tu, ne? Ti si v bistvu edini slovenski režiser, zdaj tudi v Hollywoodu. Na splošno se mi zdi, da si naredil res ogromne projekte in ogromno za, rečemo tako pod narekovaji, za enega Slovenca. Ko si začel tukaj ustvarjati in so te zavračali, ne? Se pravi, zavračanje so bile strani tistih, ki bi naj podpirali pač takšno ustvarjanje. Zavračanje so bile mogoče tudi strani celotne filmske industrije v Sloveniji, če lahko industrija sploh temu rečemo, ne? Daj mi prosim, če se vrnemo v te feelinge, kak je tebi bilo, kaj je tebe drivalo, da si šel preko tega, ker veš, večina ljudi bi pač klonilo tukaj, ne? Tebe pa se mi zdi, kot da te je to počgalo in si rekel, zdaj bom jaz dokazal in tudi si. Mogoče to prihaja iz tega, da sem bil skater 7 let, 8 let. Skaterska duša je you never quit duša, ne, se pravi, si pripravljen pol leta probavati isti trik, da ti na koncu rata. To je malo sadomazohistično in verjetno iz tam, plus iz tega, kakšen sem imel. Verjetno je vse od staršev, potem od neke vzgoje, ker boh pa se je tam zgodil, kolikrat sem na glavo padel, pa so me uničili za konc lajfa, tako kot zdaj moja hčerka pada na glavo, pa mislim, da sem me uničil do konc lajfa. Potem pa stvari kot te, da sem teh 2000 gramofonskih plošč podpisal, pa od tega, da sem bil skater, kjer je vsaka taka vztrajnost na koncu nagrajena in ta feeling, ko po 6 mesecih delaš en trik, ti rata, si rečeš, to je pa the best, ne? In potem si dobiš potrpežljivost, pa vztrajnost, ne? Pripravljen, niti težko 6 mesecev nekaj delati za en trik, kaj še lepo je za cel film, ne? Pač prvič je to, da sem skozi mislil, da mi nič ne pripada in sem itak sem hotel že sam nekaj narediti, preden sem kogarkoli prosil, da mi kaj da. Ne? In potem sem sem že nekaj naredil in sem vedel, da je to dober in jim nič ni dal in sem rekel, čak, fuck off, tole pa zdaj ni logičen. Ne? Jaz sem tu pa tam že naredil, ne? On je bil že narejen, pol Slovenije že v tem filmu vedel. Se pravi, moraš biti neumen, da ne daš denar, zato ker bi se denar povrnil, kakor pa spet nekomu drugemu, ker se ne bo povrnil. Ne? Tako da nikoli nisem prosil za nekaj, ko mi to recimo nekako ni pripadalo. Ne? Mogoče tudi zdaj še to malo arogantno slišim, ampak ko sem začel delati film tu pa tam, sem si rekel, menom ben dal denarja. In prav je, who the fuck am I, da mi nekdo dal denarja. Ampak sem ga pa naredil, ker smo 2 meseca umirali, vsak dan na istih sendvičih, ker sam sendviče smo imeli za hrano, tako da si na koncu vsak svoje sendviče kupoval, da sem pa to montiral ne vem koliko pol leta, vse za moj denar moje družine, pa nekaj dodal tudi Franci Slak. In da na koncu, ko to narediš, ne, da te neka državna inštitucija, ki tala milijone, da jim je težko, da tam 30 jurjev.
ugotoviš, da vse, kar se ti je slabo v lifeu zgodilo, je v bistvu najboljš, kar se ti je lahko v lifeu zgodilo. Se pravi, vem, da je to kliše, ampak vse se zgodi z razlogom in vse je za nekaj dober. In seveda, takrat, ko so me zavračali, meni se je svet podaril. Zdaj gledam nazaj, si rečem, brez veze, to je bil the best thing that could ever happen to you. Moje sanje se ne bi uresničile, če me ne bi zavrnila v Sloveniji. Ker bi potem ostal v Sloveniji in bi zdaj prosil za denar, bil odvisen od tega denarja, od teh drobtinc, ki jih oni talajo, mogel bi biti tih. In tudi zelo omejen. Ne bi smel govoriti stvari, ki jih mislim, čutim, bil bi nek sužen in to bi bilo grozno. Ampak takrat, ko se mi je to zgodil, ta zavrnitev, sem pa mislil, da je konec sveta. In zdaj, potem sem se v življenju naučil, da se vse zgodi z razlogom, vse za nekaj dobro, in zdaj, če se mi nekaj slabega zgodi, oziroma ko se mi je takrat nekaj slabega zgodilo, od takrat naprej, sem si rekel, zikar je to za nekaj dobro. In zmer je bilo. Zdaj sem šel celo tako delati, spet zaradi tega, ker sem perfekcionist in imam obsesivno-kompulsivno motnjo. Sem šel celo delati, da že vnaprej si rečem, če tole si želim, da se zgodi, ampak če se to ne zgodi, se pa verjetno ni zgodilo zato, ker se bo to zgodilo in pa imam že vnaprej 4 različne opcije za v bistvu, zakaj se je nekaj zgodilo. Od tebe je pot peljala tudi v Anglijo in od tam si v bistvu pridobil na nek način nov imidž, da tako rečem, in opazila te tudi Poljska in Poljska te povabi na snemanje serije. In to je bil kar huge success, kar je v bistvu neke vrste zelo močna potrditev v eni taki veliki državi, kot je Poljska. Ampak daj mi malo to opiši. Povabite Poljska. Si že prej imel kakšne naveze s Poljsko, ker se veš, Poljska je tako smešno zveni, tako ne vem, kako bi rekla, tako abstraktno. Če si Slovenc, tako kot sem bil jaz in tako kot si ti zdaj, ti zveni smešno in abstraktno in pač jaz, tako kot večina Slovencev, mogoče ne danes več toliko, kot takrat, ko so mene povabili, mislimo, da je Poljska pač neka Sibirija, da tam še zmer komunizem, da tam imajo vodko, pa krompir, to je to, pa elektriko v torkih, pa se filmskih kamer sploh nimajo, se jih imajo v Nemčiji. Jaz sem tako gledal Poljsko in tudi ti zdaj recimo, da ima nek prizvok čuden. Sam ko si pa enkrat tam, pa vidiš, da je to 40-milijonska država, da je Varšava velemesto, da je tam obstaja vse, kar rab človek, pač to, da smo potem mi malo retardirani, in da oni so v bistvu napredna država in bi se lahko od njih naučili, pa je bilo fajn, da jih posnemamo v nekaterih stvarih. Kako sem do tja prišel tako, da sem hodil na festivale in talal vizitke in showreele in filme moje in tega sem potalal milijarde. Vsak vzhodnoevropejc, da nam rekel Slovenc, bi že zdavnaj nehal, ker sem, ne samo, da sem toliko tega potalal, tudi velikokrat na koncu žurke oziroma festivala sem videl veliko teh mojih vizitk, pa DVD-jev v smeteh. In 99,9% ljudi mi nikoli ni nazaj kontaktirala, odpisala na moje maile, recimo 80% ni odpisalo nikoli na moje maile. Tako da ampak to je normalno. No in ena od teh oseb, ki sem jaz dal moj showreel, pa to je bila Justina Pavlak iz Poljske in ona je en let potem, ko smo se srečali, mene poklicala, če bi jaz pač prišel na Poljsko snemati serijo. In zdaj moja reakcija je bila taka, kot tvoja, pa moja prej, ki sem razložil. Še druga stvar pa je, v svetu je vse z danes na jutr, hitro gre čas. V Sloveniji pa kar kao, vsi so malo slow motion. In to imam tudi danes, koga povabim, če bi delal z mano, reče, zdaj nimam časa, ker jaz imam toliko enega dela. Pa te ljudje niti ne vejo, kaj je to ogromen dela. Ampak pač, jaz imam toliko enega časa, pa zdaj sem glih, malo imam dopust, pa tako, pa pa ne vem, koliko pa kdaj bi pa to mogel. Mislim, tudi, se pravim, govorim, ker to sem jaz tudi tako reagiral, ko sem vprašal, kdaj bi pa jaz mogel priti in je on rekla v ponedeljek, bil je pa petek. Sem pač kapitalizem, to je danes na jutr, pri nas pa še zmer socialni komunizem in mi smo vsi malo... Nek mehurček, Ja, mi smo kao, se bo še priložnosti, pa smo kle center sveta, Ja, nismo, No in hvala Bogu od vseh ljudi,
človek, ki me mogoče najbolj kritizira moja dela, razen pisma Svetemu Nikolaju, Marcel Stefančič, ki je popluval tu pa tam in zdaj life in je tudi popluval. Ne. Ampak ne vem kako, ampak takrat slučajno je on bil s Sašo Vrtnarjem, Dragašem, mojemu prijateljem in Saša mu je rekel, klej iz Poljskega kličejo, pa je on vzel telefon pa je rekel, mrš na Poljsko takoj, ne. In tako sem rekel, ok, prijem v ponedeljek na ta sestanek, ne. In zdaj spet vse se zgodi z razlogom in vse je za nekaj dober. Ta moja aroganca oziroma aroganten pogled na Poljsko je pa verjetno razlog, zakaj sem dobil službo, zato ker sem gor prišel, ker tako kot ta prav Slovenc, ne, zmislijo, da sem center sveta in da oni pojma nimajo in da jih bom jaz zdaj vse naučil tle. In ta moja samozavest jih je prepričala, oni so mislili, da sem jaz genijalen, ne, kao, da vse vem pa vse razturam. Ampak potem se pravim, ker sem prišel na snemanje, sem dojel, da pojma nimam in da bom v bistvu bojo one mene več naučili, kakor jaz njih, kar se tehnične plati snemanja tiče. Ampak kar se pa tiče emocionalnega, ritmičnega, pa tega joie de vivre, pa jajca, pa to pa še zmer ni odvisen od kje se zrodil, ne. To je pa pač ali imaš ali pa nimaš. No. In pač to vem, da sem imel, ne, in potem sem dal to mojo življenjskost v te stvari, ki smo delali. Ne. Čeprav zdaj recimo, ko gledam, ne, sem ne pa nikoli odločil, da je Stanovanje pobarvan v seriji na rdečo, ker to je rookie mistake, to je ugaben, to zgleda grdo, ampak takrat si meni zdelo to cool in recimo takih stvari te naučijo v šoli, ne, ko snemaš filme in delaš se tam na napakah, ampak jaz sem se pa tukaj pač naučil. Ampak, se pravi, stanovanje je bil grd, ampak to, kar se je pa v tem stanovanju dogajalo, je bilo pa zanimivo, smešno, emocionalno in to je v bistvu vse, kar je najbolj važno. Mislim, čeprav ne vem, če je to smiselno primerjati za druge slovenske filmske izdelke z tvojimi, ker vseeno se niste nikoli zares prepletli, ne? Ampak to je meni všeč pri tvojih, ker res tvoji filmi imajo to neko srčnost, imajo to neko, veš, to prepletanje, dogajanje in predvsem življenjskost. To je tisto, veš, ko res se lahko z filmom povežeš, ko ga gledaš in čeprav bi nekdo mogoče rekel, snema romantične komedije oziroma take lahkotne filme, pod narekovaji, povedano se mi pa zdi, da je to glih najbolj težko posnetne. Se pravi, film, ki deluje lahkotno, ampak te hkrati zadene v srce oziroma da gre noti. Meni se zdi, da pač vsi tvoji filmi ti ravno to kot gledalcu prinesejo, ne? Romantično komedijo je najtežje narediti na svetu. Mislim, že v osnovi komedijo narediti, da je nekaj smešen, moraš imeti smisel za humor, pa občutek za ritem. Ne, ne samo, da je težko to imeti, tudi lahko zgubiš to zelo hitro. Ne. Se zgubiš pa rečeš, jaz pa več ne vem, kaj je smešen. Ne. Tako da to. Zdaj pa romantična komedija je pa še trikrat hujš, zato ker je to najbolj kliše žanr od vseh. On ima pravila in mora biti točno tako zgrajen strukturalno, mora biti vse te stvari mora imeti in ti moraš znotraj tega klišeja, teh pravil biti dovolj originalen, da je film smiselno sploh posnet. Potem mora biti pa to dovolj, moraš to narediti s totalnim srcem, da te klišeji ne ratajo neumni klišeji, ampak ratajo lepi klišeji, ki se ljudi dotaknejo. Tako da to je... Zato pa ljudje, ki in igralci in režiserji, ki znajo delati romantične komedije in komedije, na koncu znajo narediti tudi najbolj resen film. Recimo Robin Williams, ne. Velikokrat so komedijanti zelo tudi depresivni, pa razumejo žalost, zato ker ti ne moreš biti komedijant, ne, da razumeš, s kje prihaja žalost, oziroma ne, emocije. Tako da upam, da nam končal kar Robin Williams. Ampak fora je, da je to težko. Ne? Ampak na koncu za mene je tako, kot zmeraj rečem, ne, ni žanrov, sta samo dobri ali pa slabi filmi. Tudi moji filmi niso strikte romantična komedija, mogoče pa Nate Samskih je najbližji romantične komedije, ampak Pisma Svetemu Nikolaju, Life in Year nista romantične komedije. Ne, vem, da si jih ti spreminjal toliko, da so pravzaprav pol nastale že drame. Ne, dramedies, ne. Drama s komedijo in tako jih jaz imenujem.
zato ker prve pol filma ljudje umirajo od smeha, pa drugo pol pa jokajo. Ni tako klasično. Mogoče Planetsanski se pravim najbližji. Ampak to je glih ta polnost, veš, ta življenjskost, ne? Ker življenje tudi ni skozi sam smešno, pa življenje ni skozi sam drama ali pa žalostno. Ta preplet ravno teh dogodkov. Pri Life in a Year sem prebrala v bistvu, da je to bil prvi scenarij, ki si ga dobil v sklopu teh svoje nove poti. In potem si prebral še 100 drugih, ki niso bili tako dobri. Se pravi, kaj je ta film imel tistega, da zdaj, če bi mogel povedati z eno ali pa s 3 besedami, da te je kupil? To je bil prvi, ko sem dobil agente v Hollywoodu, je bil to prvi scenarij, ki sem ga od njih dobil. In jaz sem navajen na scenarije v Sloveniji, v vzhodni Evropi, ki so za nič, ne. Za nič so zato, ker noben ne ceni scenarističnega posla. Ne? V Sloveniji sploh nimaš scenaristov, 2, 3 imaš mogoče. Zato, ker so vsi režiserji so sami tudi scenaristi, zato so tudi filmi niso tako dobri. Ne? Mislim, ni problem, da si sam tudi scenarist, ampak fajn je, da imaš tudi nekoga drugega. Ne? Na Poljskem ni nič boljš bilo, kar se tega tiče. Jaz zdaj probam to spremeniti. Ne? Če ti dobiš toliko pa toliko denarja za 3 leta pisanja, potem noben normalen, pameten človek ne bo teh 3 leta pisal nekaj, zato da na koncu mogoče noben naredil ali pa na koncu tega za nič film naredil. Ne? Tako da zdaj mi pri teh novih projektih hočemo veliko denarja, ogromno denarja za scenarij in tlej bil to šok za njih, ampak nekateri so pripravljeni plačati in zaradi tega smo odzignili cene za scenarij na tam, kjer morajo biti in zdaj bojo verjetno v naslednjih letih veliko bolj kvalitetni scenarij. Ne? No dobro, zdaj nazaj na zgodbo. Jaz sem navajen brati sranje, tako da, ko sem dobil ta scenarij v Hollywoodu, sem rekel, to je pa decent, ne? To je pa dober, to ima pa začetek, sredino, konc, na koncu sem se zjokal, sem rekel, to so neke emocije, super, ne? Ni nek originalen film, ampak ker moj film je pa originalen, ker originalnost ne pride, ker že od Aristotela naprej imamo 8 zgodb, pa 7 zgodb, ki se non-stop ponavljajo. In originalnost ne pride iz zgodbe, ampak pride iz kje se dogaja, kdaj se dogaja, s kom se dogaja, kdo to igra in pa stil režiserja, recimo. Ne. Life in Year ni bil originalen, ampak jaz sem zajokal, se pravi, na mene je deloval, nasmejal sem se parkrat in to je to. Sploh pa za nekega 14-letnika bo pa to najbolj originalen film, bo pa to prvič, da se je srečal s takim filmom, ne? Tako da spet odvisen do gleda. No in jaz sem ta scenarij dobil, ampak seveda, jaz sem imel 300 pripomb, kako to popraviti, ampak ponovadi sem hotel vsak scenarij v vzhodni Evropi od začetka do konca celega popraviti, ne? Temu se reče page 1 rewrite, tle pa nisem hotel narediti page 1 rewrite, ampak sem hotel najbolj popraviti tam neko sredino tega filma. Kar se tiče teh scenarijev, to ni neka romantična zgodba, kako jaz to berem. Jaz to preprosto berem in ko me se nekaj dotakne, se nekaj ne sme, jaz rečem, da je to dobro in potem znam nekako, zgleda, imam že toliko izkušenj in kako se dere, know-how, da znam, vem, kako mora biti struktura, vem, kje scene morajo biti, kako, tako da jaz gledam bolj tako zelo fabrško na to, kar se scenarija tiče in potem, ker pa ne znam delati drugače kot z srcem, pa na koncu še ta srce doda, da ta fabrika ni fabrika. Ne. Kar sem v bistvu hotel povedati je, da so me neki ljudje vprašali, kako je zdaj snimati film o raku, pa sej ti nimaš raka, tudi ne vem, če ti je kdo umrl, ni srečoma noben umrl tako za rakom, mogoče babica najbližji temu, ampak in spet sem jaz odgovoril, jaz res ne gledam na to emocionalno. Jaz zgleda že toliko imam izkušnja, da vem, na katero tipko pritisniti pri zgodbi, da je pojet tako, kam mora biti. Tako da, ampak jaz, se pravi, to je zelo tehnično pogleda na situacijo, ampak jaz to tako s takim užitkom to delam, pretipškam te tipke, pa manipuliram z ljudmi. Meni je to taka zabava, da sem kot otrok skozi in to mi je toliko fajn. In zato ni velike filozofije pri izbiranju scenarija. Če jaz vidim, da lahko naredim to tako, da bo se ljudi dotaknilo, da se bo ljudje veseli, pa to delam. Za ta film tudi praviš, da v bistvu prikazuje, kaj bi bil namen prave ljubezni, oziroma da si to na nek način
je to sporočilo filma. Ne? Ampak, in tudi se mi zdi, da je definitivno in da prikaže pač tisto res neko brezpogojno, neobremenjeno, dam ti sebe, ne glede na vse zgodbo. In kako pa se tebi zdi kot človeku, da je takšna ljubezen možna v real life danes v današnji družbi? 100% obstaja. Sam je težko najti, ampak itak filmi so zato, da prodajajo dobre feelinge. Ja, pa kako se to reče, prodajajo better world, ne, kakor je. Vidim na Twitterju, kako ljudje rečejo, napišem Life in a Year in pogledam komentarje, ne, vsaj 10-20% je takih, ki si rečejo, predvsem žensk, ki si rečejo, če ne bom imela to, kar je imela Izabela v tem filmu, I don't want it. Ne, kao, jaz hočem to, kar je ta Darren dal Izabel v tem filmu, I will not settle for less. In pa jaz zmeraj hočem napisati, ja, ne, se zna zgoditi, ne, da je čakala cel life, pa da se ti ne bo to zgodilo. Ne? Tako da ne vem, če je dobro, da zmeraj takole prodajamo. Ja, jaz mislim, da filmi zelo oblikujejo pač poglede družbe, ne? In recimo sploh pri romantičnih stvareh v bistvu je prišlo do tega skozi zgodovino tega, točno kot si rekel, pač filmi romantični imajo nek vzorec, neko strukturo in po tej strukturi treba iti. In pač vsi so s tem nekim vedno istim sporočilom, ne? Ki pa na nek način vpliva na to, kako ženske pričakujemo od moških potem ful preveč in istočasno, ne vem, moški gledajo na ženske drugače, kot je real life, ne? Pač to je tako, mi to prodajamo sanje, ne? In jaz mislim, da ljudje, kino je najbolj pocen zabava in vrste eskapizem. Mislim, za mene je pogledati takšen film, recimo, kot je Letters to Santa, ki ga by the way, ko si mi je pisal, da moram pogledati vse tvoje filme in jaz vedno sem že. Ja. Zato, ker sploh za Božič, mislim, jaz ga res vsak Božič ga pogledam, ker je to ti dvigne vibe, to ti dvigne spirit, ne? In to je v bistvu terapija. Ne? Da... Ja, ampak poleg tega v tem filmu niso popolni to ljudje, pa ni čist happy, pa veliko je takih težkih stvari. Tako da moji filmi niso čist prodajanje nerealnosti. Tudi Life in a Year, mogoče ta film moramo tudi tako gledati, da če kakšen moški gledal, bo pa rekel, če moje ženske se to zgodili, jaz tudi nam odšel. Tako da mogoče ne bojo samo ženske upale, da če se jim to zgodi, da moški ne bojo odšli oziroma da jih bojo ljubili tako, kot jih je ljubil Darren, ampak mogoče bojo tudi moški rekli, ne, jaz tudi hočem biti tak, kot Darren. In tudi, če mladi, predvsem mladi fantje, ki bojo ta film pogledali, recimo dobijo en čist drugačen vzor, kot je do zdaj, naprimer so filmi prikazovali. Ne? In ko smo glih pri vzoru, mogoče za konec še samo to, ti si očka in imaš hčero in kaj je tisto, kar si se ti v življenju naučil in si želiš za njo, se pravi, da bi njej predal, kaj je tisto, kar mora ona vedeti, da bo preživela? Zdaj bom mogoče zavil nekam drugam, ne, imamo vse te hashtag #MeToo, feminizem, to vse, bla, bla, bla. Ne. In ta hashtag #MeToo dela, kakor da so ženske niso dovolj močne, da same zase poskrbijo. Ne. Joj, on je pa bolj uspešen kot jaz in nisem vedela in sem šla z njim, ne. Joj, tam je pa osvajal kle v šoli, pa ne more, ker je moj profesor, ne. Iz pozicije moči. Jaz si ne predstavljam, da moja žena se da zavesti takemu človeku in pa da pol joka zaradi tega, ker je ta to naredil. Ne, meni bi bil ta tip patetičen in smešen, tako da se pravi je močen karakter in tako da velikrat ta MeToo naredi tako, da joj, mi smo boge ženske, ki rabimo zaščito. A ni glih point feminizma v 60-70 bil, mi ne rabimo moških, mi ne rabimo države, ker takrat so rekli, mi ne rabimo nič od tega, mi znamo zase poskrbeti. No in jaz bi to rad od hčerke, da bo ona ne bo rabila, da je noben bran, da je noben zakone spreminja, MeToo, whatever, da bo ona to znala sama zase poskrbeti in rekla takim weirdotom oziroma takim, no, kakšen, ko s tem pač rek fuck off, ne, ti sme zame loser, ne. Danes so ženske zelo, ne spet vse, ampak veliko je
Tak, jaz pa ne moreš ti meni odpirati vrata, se znam sama vrata odpreti. Jaz sej vem. It's not the point, da jaz ne vem, da ti ne znaš vrata odpreti. Ampak je lepo. Ampak to je fun. It's the part of the game. It's cool. In pa se jaz lahko sama plačam. I know. That's not the point. Ampak let me be a gentleman. Ne? In bi rad, da tudi da če bo moja hčerka, da se bo pustila takole razvajati v takem smislu, ampak... Ne pa zavajati. Ja, ne pa zavajati. Poslušalci, gledalci, to je bilo to, torej pridite danes v dan za to zavednostjo, izkušajte življenje, pustite si, da pridejo izkušnje do vas in ostanite v sebi oziroma iščite to pot do sebe, da boste vedno to, kar v resnici ste. In če boste to, kar ste, boste tudi lahko trdni in ne boste zavedeni, boste pa mogoče včasih šli s kom iz užitka, da tako rečemo. Ne? Mitja, hvala tebi. Bodi dobro, uspešno naprej, z veseljem te bomo spremljali. Ja, hvala tebi za povabilo. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.